Dober dan, pozdravljeni. Jaz sem si za podporo temu predavanju izbrala logo od ene zanimive Facebook strani Trust Me, I'm Biologist. Jaz sem sicer biologinja in prihajam z Kemijskega inštituta, tukaj bi pa rada razložila svoje osebno mnenje. Zdaj, ko sem se ukvarjala, kako je razsežnost spola vključena v raziskave gliv, sem ugotovila, da imajo glive zelo raznoliko razmnoževanje, mnogo bolj kot človek, ampak kaj potem, ne? In ko sem razmišljala globje, sem zasledila vpletenost spola ali pa družbenega spola v glivnih okužbah na več različnih ravneh. In sicer na ravni spola glivnih povzročiteljev, spola oziroma družbenega spola človeškega gostitelja, učinki spola, starosti in rase oziroma narodnostnih udeležencev poskusov s protiglivnimi zdravili, spol raziskovalcev, ki proučujejo glivično okužbo. Zdaj za vsak od teh primerov, za vsak naveden poglavje bom povedala dva primera. Postavi se vprašanje, ali v te študije dovolj vključujemo sprejemljivke spola oziroma družbenega spola. Če si pogledamo spol glivnih povzročiteljev. Spol se je pojavil zgodaj v evoluciji. Večina evkariontov preide v spolni cikel. Seks, bom tukaj uporabila angleško besedo, je drag in neučinkovit, ampak ne zato, ker bi hoteli biti lepi na romantičnih krajih. Čist biološko, so potrebne dve neidentične haploidne gamete, kar pomeni, da sta za eno potomstvo potrebna dva starša. Vzdrževanje dveh paritvenih partnerjev pa zmanjšuje fitnes. Prednosti spola očitno odtehtajo učinkovitost mitotične reprodukcije. Večina biologov meni, da je namen spola ustvariti raznolikost med potomci. Še pred desetletjem so mislili, da so patogene glive pretežno nespolne, mitotične, klonske, da se delijo. Sedaj se pa s pomočjo genetskih raziskav kaže, da večina človeških oziroma glivnih patogenov je obdržala mehanizme, ki so potrebni za spolno reprodukcijo. Temu se reče skriti seks. Imamo pa tudi poleg spolnega razmnoževanja, imamo tudi paraseksualno razmnoževanje, ki ne potrebuje vzdrževanja paritvenih partnerjev. Prednosti niso takoj očitne, ampak očitno že majhna količina navzkrižne oploditve zadostuje za ohranjanje raznolikosti. Sam proces spolnega razmnoževanja pa neposredno vpliva na virulenco, ustvarjanje odpornih spor in na modulacijo interakcij s celicami gostiteljicami. Obstaja več milijonov vrst gliv, od tega naj bi jih bilo nekaj več kot 100 vrst povezano s človeškimi boleznimi. Najbolj pogoste so iz rodu Cryptococcus, Candida in Aspergillus. Dva primera, ko govorimo o okužbi s kriptokoki. Kriptokok je gliva, ki živi v okolju, recimo v tem prijetnem gozdičku. Ljudje se lahko okužijo z vdihovanjem te mikroskopske spore. Ampak večina ljudi pri tem ne bo zbolela. Bolezni, ki se razvijajo, ki se lahko razvije, je kriptokokni meningitis. Večina teh primerov okužbe se pojavi pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom. Vidimo umetno obarvano mikroskopsko sliko te glive. Se pravi, do sedaj se je verjelo, da se glive razmnožujejo predvsem nespolno, sedaj pa vemo, da obstaja tudi spolno razmnoževanje. Zakaj je to pomembno, z stališča spola? Se pravi, pri ljudeh imamo moškega in žensko, pri glivah imamo pa A pa alfa, imenujemo te dva partnerja. In vidimo, da je partner alfa bolj virulenten od partnerja A. Paritvenega partnerja A. Zato je potrebno tudi feromonsko signaliziranje, morajo nastati bazidiospore pa hibridni in rekombinantni sevi. Druga vrsta okužbe je recimo Candida, z njo se okužimo, ona živi na našem telesu oziroma v telesu in bolezen se pojavi, če pobegne
izpod nadzora. Povzroča več nivojev bolezni, eno je kandidaza ust in žrela, ali pa okužba s kandido, ali pa invazivna kandidaza. Tukaj je stvar razmnoževanje še mnogo bolj kompleksno. Večinoma se razmnožuje nespolno, vendar v to nespolno razmnoževanje stopa kot diploid. Se pravi, potem, ko se pride do oploditve, ne pride do klasične mejoze, se temu reče, ampak pride do organizirane izgube kromosomov. Tudi tukaj lahko vidimo, da je ta paritveni tip alfa A bolj virulenten od ostalih dveh. Opazi se pač prehod iz bele v neprosojeno obliko. Se opravičujem. Prisotno je feromonsko signaliziranje in pojavi se tvorba rekombinantnih sevov, ki doprimore tudi do odpornosti na zdravila oziroma fitness. Kdo lahko zboli? Zdaj tukaj se napredujemo v drugo poglavje, se pravi, kdo lahko dobi glivno okužbo. Ljudje lahko so v stiku vsak dan z glivami, tudi tukaj noter jih je polhan, pa zaradi tega ne bomo zboleli. Ne? Zbolijo lahko zdravi ljudje, ampak povečinoma zbolijo ljudje s šibkim imunskim odzivom. Temu se reče oportunistične okužbe in večina glivnih okužb je oportunistična. Kaj pa oslabi imunski sistem? Nekateri ljudje se taki rodijo, drugi imajo lahko bolezen, kot je poznan AIDS ali pa recimo mononukleoza, ali pa nekatere zdravila lahko zmanjšajo sposobnost telesa za boj proti okužbam. Zdaj pa lahko se pa vprašamo, ali dobimo glivno okužbo različno glede na spol oziroma družbeni spol. In v primeru recimo kožne kandidaze je pač navedenih par primerov različnega življenjskega sloga moških in žensk. Peroralna kandidaza se pojavlja enako, ne glede na spol, ampak recimo diabetes je pa nosečnost, diabetes tudi, ampak nosečnost je eden od dejavnikov, ki povzroča nagnjenost k tej bolezni. Pol imamo zobozdravstveni stomatitis, tukaj velja, da so ženske bolj nagnjene k tej bolezni. Pa imamo spet kandido folikulitis, ki pa seveda, ker ženske nimamo brade, pa brkov, je prisotna predvsem pri moških. Potem pa je kandidna onychomycosa, se pravi nohti so prizadeti, povezujejo, da je bolj pogostejša pri ženskah, ker večkrat namakamo roke v vodo. Potem je pa poznana kandida vulvovaginitis. 75% žensk bo recimo dobilo enkrat v svojem življenju in je povezujejo s povečanjo ravnjo estrogenov, kot je rekel profesor Majdič, in to nastane zaradi peroralnih kontracepcijskih sredstev ali pa nosečnosti. Lahko se pojavi tudi kandida balinitis, to pa predvsem pri moških partnerjih, okuženih žensk. Pri kriptokokusu neoformansu pa vidimo, da je to res vezano na spol. Za to boleznijo vsako leto zboli približno 250 000 ljudi in ima za posledico 180 000 smrti, ampak zdaj glede na trenutno situacijo s koronavirusom to ponavadi ni tako izpostavljeno. Znano je, da moške prizadene ta bolezen pogosteje kot ženske in to je opaziti že več kot pol stoletja. V populaciji, ki ni okužena s HIV-om, je to razmerje 3:1, več moških je okuženih. V primerih z HIV pozitivno populacijo pa se to razmerje še poveča v prid moških. Se pravi, moški spol velja za dejavnik tveganja za to bolezen in moški imajo hujše simptome in posledično slabše rezultate zdravljenja. Ne glede na to, da je to že dolgo znano, še vedno ni neke prave razlage vzroka ali mehanizma, ki vodi k tem, lahko pa bi bili recimo vključeni spolni hormoni. Glede na to, da razlike med spoloma prevladujejo,
in jih spremljajo številni raziskovalci, preseneča, da ni znano več. Prihajamo v tretji del, učinki spola, starosti in rase oziroma narodnosti udeležencev preizkušanja protiglivnih zdravil. Najprej navajam primer posokonazola, to je triazolna protiglivna učinkovina, ki recimo služi za zdravljenje take kandidaze. Tukaj lahko rečemo, da farmacija je šla naprej in vzorno upošteva vse te različne faktorje, ki bi lahko vplivali na učinkovitost zdravila. In za to konkretno zdravilo so ugotovili, da pri zdravih odraslih osebah odmerjanje na podlagi starosti, spola, rase, narodnosti ni potrebno. Nadaljnje zdravilo pa je recimo flukonazol. Ta deluje podobno, zavira sintezo ergosterola. Poznano je, da se pojavljajo mehanizmi odpornosti, gliva uspe sproducirati več takih mehanizmov odpornosti. In kaj se tukaj presenetljivo pojavi, da v bistvu to zdravilo pripravi glivne celice do tega, da preidejo v spolno razmnoževanje. In to omogoča na novo kombinacijo različnih mehanizmov odpornosti. In tako populacija gliv postane še manj občutljiva na to zdravilo. Se pravi, flukonazol ne samo, da izbira mutacije v odpornosti, ampak lahko privede tudi do sprememb v genomu, zaradi katerih je običajno nespolna gliva paritveno kompetentna. Zakaj je to pomembno? Tukaj vidimo razrede zdravil oziroma se pravi protiglivnih zdravil oziroma fungicidov, ki jih uporabljamo tako za rastline kot za živali in vidimo, da azoli se pojavljajo za tretiranje glivnih infekcij oziroma odpravljanje posledic tako na obeh področjih in vidimo velikost kroga, nam pove, da je prisotno več takih mehanizmov odpornosti. Vidimo torej, da se pri zdravilih na azole kopičijo in to seveda ni dobra prognoza. Zdaj pa pridemo že v zadnji del, kjer govorimo o spolu raziskovalcev, ki preučujejo glivne okužbe. Že dolgo je poznano, to v tem krogu posebej dobro vemo, da kljub temu, da se ženske dalj časa, da se več žensk izobražuje in praktično zdaj že več žensk pridobi magisterij in doktorat, še vedno obstaja neskladje v plačah in v akademskem napredovanju žensk. Manj je tudi žensk na najvišjih znanstvenih in akademskih vodstvenih položajih. Obstaja en konferenčni center v Ameriki, ki se mu reče Gordon, ki je posebej znan po razpravah o vrhunski znanosti in v tem primeru nam služi tudi kot primer dobre prakse. Leto 2016 so namreč uvedli uro moči, izhaja iz Power Hour, in to pomeni, da je ta sekcija namenjena vsem udeležencem in imajo priložnost, da razpravljajo o izzivih, s katerim se srečujejo ženske v znanosti. Pa ne samo ženske, tudi druge manjšine, ki so pri tem izključene. Prva taka konferenca je bila leta 2018 na področju molekularne in celične glivne biologije. Druga taka ura moči je bila v letu 2019 v okviru imunologije glivnih okužb. Zdaj so pa tukaj povzeti ugotovitve, s katerimi se ženske soočamo v glivni znanosti. Večinoma jih poznamo, navedla jih bom: nezavedna spolna pristranskost, ravnovesje dela in zasebnega življenja, pristranskosti v plačilih, spolno nadlegovanje, ozaveščenost, mentorstvo, samopromocija in pogajanja, prakse zaposlovanja, gradnja in vzdrževanje omrežij. V ta poglavje nekako lahko razdelimo ugotovitve, sem pa tukaj jaz izpostavila še dodatne, recimo
s katerimi do zdaj še nisem bila seznanjena, recimo različno upoštevanje pripomb in dodeljevanje nalog glede na spol. Pol je recimo, da je treba premisliti, ko dobiš življenjepis osebe, ki se prijavlja, zakaj se v življenjepisu morda pojavljajo vrzeli. Pomembno se mi zdi tudi to, nominacije za nagrade. Recimo na Wikipediji je oseba pomembna, če je dobila nagrado. Zato je pomembno, da predlagamo ženske predstavnice, ki si to zaslužijo in da o tem pišemo. Pa je še en dober primer, ki izhaja z te srednje in sicer, da obstaja splošno prepričanje, da je premajhna zastopljenost žensk med povabljenimi govorkami, razlog pa naj bi bil, da je premalo žensk, ki bi to lahko storile. Zato so raziskovalke nitastih gliv in oomicet čisto preprosto naredile en dokument, ki služi kot nekakšen centraliziran vir za prepoznavanje možnih govork. In zelo pomembno pri izbiri govork je, da so tudi komisije, ki izbirajo govorce in govorke spolno uravnotežene. Ta težava predvsem vpliva na ženske, ki želijo pridobiti neodvisni raziskovalni položaj, ker imajo premalo vabil v organizacijske odbore ali pa za predavanja ali pa premalo imenovanj za nagrade. Kako izgleda ena taka tabela? Čisto preprosto, to je en Excel, navedena inštitucija, regija, odkot prihaja raziskovalka, raziskovalno področje v 2 kolonah, ključne besede, ki jih zbereš prosto, spletno mesto laboratorija in karierna stopnja. V tem trenutku je recimo v tej tabeli 301 raziskovalka po celem svetu, od tega 104 iz Slovenije. Zdaj pa zaključki. Jaz mislim, da je spol pomemben. Spol glivnih povzročiteljev, spol oziroma družbeni spol človeškega gostitelja, učinki spola, starosti, rase, narodnosti udeležencev, poskusov s protiglivnimi zdravili in raziskovalke in raziskovalci, ki preučujejo glivno okužbo. Vključujte sprejemljivke spola, družbenega spola v prihodnje študije. Če vas nisem do sedaj prepričala, pa je zaznati, da recimo v Evropski uniji so začeli poslušati in vlagajo tudi denar v te raziskave. Nedavno smo na inštitutu zaključili s projektom Plutina, katerega namen je bil, da bi raziskovalne organizacije razvile in implementirale načrte za enakost spolov. Tako je bila recimo potem že zaključna konferenca tega projekta v Bologni in ena od te konference je bila tudi vključitev sprejemljivk spola oziroma družbenega spola v raziskave. Tudi v bodoče predhodna struktura obzorje Evropa nakazuje, da bo več posluha za vključitev spola v raziskave in sicer v sklopu kultura, kreativnost in vključujoča družba ali pa v reformiranju in povečevanju evropskega R&D sistema. To bi bilo to.